Lepo pozdravljeni. Kot iztočnico za sobotno otvoritev Opere baleta Ljubljana povzemamo članek v Delu 25. oktobra, ki je navajal 43 milijonov vredno investicijo, ki sta jo vodila dva ministra od leta 2007 do 2011 naprej. Predvidena otvoritev v letu 2010 se je ustavila zaradi vdora vode v Odrsko jamo in v tem članku piše, zaradi stečaja Vegrada in SCT so morali dela zaključiti podizvajalci. To je iztočnica tudi za današnje omizje, za delo naše delovne skupine, ker ceno neplačanih podizvajalcev na tem in podobnih projektih opisujejo zgodbe, ki jih bomo predstavili danes. Gospodarska zbornica si je v okviru 24 projektov prizadevala iskati rešitve kot odgovor ministru za gospodarstvo, sedanjemu ministru Gaspariju, kot ugovor na nepotrebno sprejemanje zakona o preprečevanju zamud pri plačilih in s pozivom vladi državi, da mora plačevati tako, kot se zavezuje v tem in ostalih zakonih, 30 dneh. Dokazali smo s temi projekti, da to ne drži in smo iskali rešitve, na kakšen način iz tega stanja najti primernejše rešitve javnega naročanja. Državni organi so, kljub temu, da smo nekajkrat na čelu z ministrom Gasparije sedeli in iskali rešitve, zavračali vsakršna plačila z izgovorom, da gre za posledice stečajev glavnih izvajalcev, da gre za pravno neutemeljene, negospodarne z vidika države plačila in da mora država kot investitor zaščititi javni interes. Gospodarska zbornica je takšne pavšalne in netransparentne rešitve vsekakor zavračala in še vedno stoji na stališču, da država mora plačati nesporne, neplačane obveznosti. Še danes verjamemo, da je temelj vsake pravne države, da je naročilo, kaj šele pogodba, zaveza za plačilo in zato je bil naše izhodišče, kako za konkretnih 24 projektov, za 6 podjetij, ki so se upala izpostaviti kot neplačani podizvajalci, zanje najti konkretna plačila, pa vendarle na podlagi teh zgodb, za katerimi se skriva veliko število ostalih podizvajalcev, priti do sistemskih sprememb za poštena javna naročila. Kako ustaviti nekredibilno vodenje investicij, kako preprečiti dumping, in ker se ministrstva še do srede junija niso odzivala tako, kot smo si želeli in predstavljali, da se bodo, je na predlog ministra Gasparija bil posredovan predlog vladi, da se pospeši delo Agencije za javna naročila, da prepreči razdrobljenost in nestrokovnost vodenja na posameznih ministrstvih, da ima primernejšo vlogo družba za investicije, za upravljanje investicij, državna služba in da se začasno zamrznejo investicijski transferi pri vseh ministrstvih do rešitve izpostavljenih neplačil podizvajalcev. Žal je ta tretji predlog na vladi doživel nepodporo in sklep vlade je bil, kot že rečeno, ustanovitev delovne skupine 16. junija pod vodstvom službe vlade za zakonodajo, v sodelovanju z državnim pravobranilstvom, v sodelovanju z ministrstvom za pravosodje in GZS in sicer z rokom, da bi v 14 dneh se opredelili do plačil in potem poročali tudi vladi. Delovna skupina izmed 24 projektov, ki smo vam medijem predstavili že sredi tega leta, ločeno obravnavala problematiko prekmurskih avtocest, stanovanjskega naselja Brdo, Dunajskih kristalov, projektov ostalih ministrstv, posebej pa se je osredotočilo na nekaj projektov Ministrstva za kulturo, ki so zaradi različnih razlogov doživela pač v bistvu tudi naše zelo neposredno angažiranje strokovne skupine, ki smo jo v to delo vključili strani Gospodarske zbornice. Tale tabela kaže okvirno kalkulacijo, koliko je bilo v ta namen porabljenega časa, koliko angažiranih ljudi,
zelo, zelo poenostavljen model, po zelo nizkih cenah, smo prišli v bistvu do številke, da smo skoraj 1700 ur za te probleme porabili člani delovne skupine strani gospodarske zbornice in da je približno 16 ljudi na strani državnih institucij, ki so se potem v teh naslednjih fazah ne samo 5 rednih sej, ampak priprave, revizij in podrobnejših strokovnih skupin vključevali tako, da smo v bistvu 4 ljudje na strani GZS porabili približno toliko časa kot ostali v državnih službah. Kaj je bil naš cilj in kaj smo dosegli? Izjemna angažiranost direktorice službe za zakonodajo vlade, ki se je zahvaljujemo javno za njen trud, je bila usmerjena v vodenje skupine s ciljem, da pridemo do izvensodne poravnave. Žal, doseženo ne govori v prid temu, kar smo si zastavili za cilj. Na Brdu je predlog vladi ostal brez odziva in učinka za končno rešitev. Na Kristalnih dvorih je vlada predala odgovornost na Ministrstvo za zdravje in se čaka na odziv. Na Ministrstvu za šolstvo ni odziva, pravijo, da ne dolgujejo, enako velja za Primorsko univerzo, ni odziva, pravijo, da ne dolgujejo. Konkretno na projektih Ministrstva za kulturo je po podatkih, ki so zajeti v našo publikacijo 24 projektov, izpostavljenih 1 070 000 evrov neplačanih obveznosti. Glede na to, da smo konkretno za ta projekt poprašali tudi ostale podizvajalce z anketo GZS, odprlo je preko 160 podjetij, odgovorilo skoraj nič. Razlogov za to je veliko. Bojazen, da ne dobijo plačano še tisto, kar upajo, da bodo. Na Muzeju sodobne umetnosti preko 300 000 odprtih, na Moderni galeriji tukaj samo 42 000, realno okoli 100. Skupaj torej na Ministrstvu za kulturo skoraj 1 500 000 neplačanih obveznosti. Tik pred otvoritvijo objekta opere baleta Ljubljana. Predajam besedo naprej. Kaj je delovna skupina ugotovila ne samo za projekte Ministrstva za kulturo, ampak generalno? Ja, Se pravi, ugotovitve so bile naslednje. Praktično pri vseh javnih naročilih najbolj grozljivo ali pa zastrašujoče je pa to, da te ugotovitve dejansko veljajo tudi za večino izvedenih javnih naročil. Potem in še danes je naslednje, da so bili in še danes so izbrani izvajalci, ki nimajo poravnanih davkov in prispevkov. Dejstvo je naslednje, naročniki bi to morali ugotavljati in se ne bi smeli zadovoljiti zgolj za izjavami ponudnikov, imamo poravnano. Pravi in dober gospodar to vedno preveri, javni naročniki v teh primerih in v mnogih drugih tega žal niso preverjali. Naslednje dejstvo, ki smo ga ugotovili, ob izboru izvajalcev so te imeli vrsto neporavnanih obveznosti. Tudi v teh primerih so se naročniki zadostili samo in zgolj za izjavo glavnega ponudnika, ima poravnane obveznosti. Naslednje, kar je alarmantno, je bilo dejstvo, da so bili glavni izvajalci izbrani z nedvomno danes dokazano neobičajno nizko ceno. Naročniki imajo pravico in jaz upam trditi celo dolžnost, da v takšnih primerih, ko je cena neobičajno nizka, kjer se poraja sum, da odstopa od običajnih tržnih vrednosti, to preverijo. Ugotovitve so, da nobeden od naročnikov v izpostavljenih primerih tega dejstva ni izpostavil in ni preverjal. In rezultat je bil, da je polovica teh projektov nasedlih, polovica glavnih izvajalcev v stečajih oziroma v postopkih insolventnosti in seveda vrsta podizvajalcev z neporavnanimi obveznostmi
in seveda zaradi tega, ker niso dobili plačano, kar so dejansko izvedli danes v stečaju, prisilnih postopkih prisilnih poravnav in podobno. Nekaj, kar je pa zagotovo zaskrbljujoče, pa tudi dejstvo, da smo najmanj v enem primeru ugotovili, da je naročnik sklenil pogodbo z ponudnikom, ki ni bil izbran kot najugodnejši ponudnik. Skratka, v takšnem primeru gre pa zagotovo za izjemno hudo in problematično napako naročnika, torej sklenjena pogodba je z nekom, ki dejansko ni bil ponudnik. In konsekvence bi zagotovo iz tega razloga morale priti. Na to smo opozarjali tudi vlado, vendar pa moram reči, da žal odziva vse do danes še ni bilo. V nadaljevanju, se pravi, ko pa bi že bila sklenjena pogodba, pa se je zopet pri sami izvedbi ugotavljalo vrsto nepravilnosti, ki jih bo kolegica Teja predstavila v nadaljevanju. Spoštovani, dovolite mi, da vas najprej seznanim, da na moji levi strani je približno tretjina materijala, ki ga je delovna skupina Gospodarske zbornice v tem času pregledala, in pri pregledu teh dokumentov smo ugotovili, ter tudi delovni skupini posredovali naslednjih 10 ugotovitev. Prvič, nestrokovna uporaba kriterija izbire izvajalca po najnižji ceni se je potrdila pri večini pregledanih projektov. Ugotoviti je možno zlorabo dominantnega položaja naročnikov pri oblikovanju pogodbenih določil in izvajanju plačil podizvajalcem v škodo podizvajalcev. Pogodbena določila so zapisana tako, da ne zagotovijo poplačila opravljenih storitev podizvajalcev. Prisotno je bilo zavajanje podizvajalcev in naročanje del, ki so izrecno prilagojena potrebam javnih naročnikov. Zastavlja se nam vprašanje, kako lahko vlada zahteva pravičnost in poštenost od gospodarstvenikov, če pooblaščenci njenih ministrstev podpisujejo naročila, potrjujejo projektno dokumentacijo in njene spremembe ter zahtevajo dodatna dela na strogo namenskih projektih, ki služijo samo njihovi uporabi in potem, brez utemeljenega razloga, preprosto odstopijo celo od sklenitve pogodbe oziroma skoraj v vseh primerih dodatnih del ne priznajo in ne plačajo. S takšnimi ravnanji, negospodarnimi ravnanji, povzročijo odškodninske zahtevke strani izvajalcev, podražijo stroške investicije in vse to predstavlja v končni fazi dodatno obremenitev proračuna in tudi obveznost plačila dodatnega strani občanov in državljanov Slovenije. Četrtič, naročniki dokazano niso vzpostavili učinkovitega nadzora nad pripravo, izvajanjem ter vodenjem javnih projektov. Petič, zavajajoča priprava pogodb tako, da je nastavljena pogodbena cena v njih na takšen način, da po izvedenih situacijah dejansko opravljenih del in metodologija zadržanih sredstev je določena v takšni obliki, da podizvajalci v nobenem primeru v okviru pregledanih projektov ne morejo biti v celoti poplačani za opravljeno delo. Z neustreznimi določili za primer stečaja glavnega izvajalca v pogodbah je povzročena velika gospodarska škoda, tako naročniku, ki ne more zagotoviti pravočasnega dokončanja del in s tem povzroči izgubo vsem podizvajalcem, ki so zaupali zakonitost ravnanja naročnikov, saj so bile to praviloma institucije v državni lasti. Ob tem moram upravičiti enega od podizvajalcev, ki je v teh projektih zelo prizadeto, je podjetja Almond. Direktor danes ni med nami zaradi tega, ker mora reševati tekoče probleme, ki so ravno posledica neplačil po teh projektih, vendar na njegovem konkretnem primeru želim povedati še nekaj. Podizvajalci, ki so bili izločeni iz izvajanja pogodbenih del po prekinitvi teh del, zato ker so glavni izvajalci prišli v stečaj, oni sami so pa postali ravno zaradi neplačil insolventni, so po uvedbi stečaja
ko je izvajanje investicije prevzelo ministrstvo in 100% zagotavljalo poplačilo, bili iz izvajanja teh del izločeni. Zakaj? Zato, ker so bili v insolventnem postopku, ki ga je povzročilo neplačevanje njihovega dela s strani javnih naročnikov. In še več, na posameznih gradbiščih pod nadzorom javnih institucij so jim odtujili tudi njihova sredstva. Pa to je bila vmesna replika. Prihajam na točko 7, ki je bila in je zelo pomembna za nepoplačilo izvajalcev. Neevidentiranje in vsaj malomarno vodenje vseh evidenc, vključujoč spremljanje cesijskih in asignacijskih pogodb pri naročnikih, je povzročilo zlorabo odstopa in odprodaje istih terjatev do naročnika strani glavnega izvajalca več pravnim osebam in to v veliko primerov osebam, ki niso bili podizvajalci, različne institucije za odkup terjatev. In v teh postopkih so podizvajalci, ki so danes nepoplačani, bili izigrani. Strokovna pravna mnenja, ki so jih naročila ministrstva pri več pregledanih projektih, ki smo jih pregledali, so potrjevala stališča podizvajalcev, da so naročniki dolžni plačati obveznosti iz cesijskih pogodb podizvajalcev. Vendar, kar je potrdil naš pregled in tudi pobude za dodatna ravnanja, na tem področju se ni storilo nič. Ta ugotovitev nedvomno se lahko potrjuje z vso pregledano dokumentacijo na moji levi strani, predvsem tudi za projekt Opera in Balet SNG. Po naši oceni, torej članov komisije, je zaradi neodgovornih in nezakonitih ravnanj strani tistih, ki so zlorabili prakso in zakonodajo z področja javnih naročil, bila pridobljena premoženjska korist ponudnikom, s katerim je naročnik nezakonito sklenil pogodbo, hkrati pa so bili prikrajšani za poplačilo podizvajalci. Z vsemi temi ravnanji je bila in še bo povzročena vrsta novih insolventnih postopkov. Naša delovna skupina ni pristojna, da sodi. Ima pa pravico in dolžnost, da opozori na dejanja, ki povzročajo gospodarsko škodo, ki povzročajo insolventne postopke in pričakovali smo, da naše delo, ki ste ga dobili tukaj evidentiranega v času, ki ga nismo zaračunali in ga nimamo plačanega, da ne bi kdo mislil, ko bo videl številke. Ampak toliko bi bili realni stroški, ni bilo za manj in pričakovali smo, da bo odziv tistih, ki bi lahko odreagirali in poplačali neplačane situacije drugačen, kot pa je končni rezultat. Če dovolite, samo javna zahvala članom delovne skupine, ki so zastopali podizvajalce strani gospodarske zbornice, za prizadevnost. Vsi skupaj, vključno z vodstvom GZS, smo v to angažirani preprosto zato, ker menimo, da je tako prav. Od tega ni dobila ne zbornica, ne člani skupine, niti centa. Naj izpostavim še to, da je danes z nami ni prisoten tretji član skupine strani GZS, gospod Anton Šajna, ki mu tudi dajmo javno zahvalo. Želim v nadaljevanju izpostaviti to, kjer je končala gospa Teja Gorjup, da se slabe prakse javnega naročanja, dumping javnih naročil nadaljujejo tudi v prihodnje in povzročajo nove dodatne škode. Da skozi takšen način prihaja do poceni prevzemov slovenskih javnih projektov strani domačih in tujih izvajalcev, da insolvenčne postopke vodijo povzročitelji insolvenčnosti, da je posledica tega, da se o novih investicijah v Sloveniji ne odloča več v Sloveniji, ampak se odloča izven, se angažira neslovenski kapital, neslovenska podjetja in neslovenski kadri. Mogoče je preveč izpostavljena besedica neslovensko, nihče ne oporeka tujim izvajalcem, tujim financerjem, ampak po principih, kjer poskrbimo za to, da imamo konkurenčno, enako vredno dostopnost do vseh teh javnih projektov po principu prvi med enakimi.
naj kot primere zlorabe, ki jih želimo tudi z sporočili te delovne skupine v bodoče preprečiti, da je potrebno zlorabo javnega naročanja po najnižji ceni, kakršna je prisotna na stanovanjskem naselju Brdo, odločno ukrepati v smeri, ki bo obravnavala najmanj 2,5 milijona evrov neporavnanih obveznosti do podizvajalcev, škoda zaradi nasedlega projekta 15 milijonov evrov, tudi to, kar je že bilo izpostavljeno, pogodba sklenjena mimo izbranega izvajalca, da mora to dobiti ustrezen odziv tudi na strani vlade, ki se bo odločala, kako s tem projektom in z novimi zgodbami stanovanjskega sklada v bodoče. Kot primer javnega naročanja, ki gre mimo zakona o javnem naročanju, izpostavljamo primer Dunajskih kristalov, kjer je ostalo 6 podizvajalcev, ki so ustanovili projektno družbo za zaščito svojih interesov, nepoplačanih terjatev. Tam čaka zgodbo na rešitev v višini 15 milijonov evrov teh 6 podizvajalcev. Na takšen način, kot se izogiba javnemu naročanju preko leasingov in ostalih zgodb, se rešujejo mnoge naložbe v vrtce, šole, domove za ostarele, ki bi naj delila zgodbo o javno-privatnem partnerstvu, pa so lahko to zgodbe, ki so v bistvu samo izogib enako vrednim pogojem vključevanja slovenskih podjetij v javno naročanje. Seveda tudi tuji. Kaj bodo storila podjetja? Lastniško konsolidirana podjetja lahko prodajo svoje premoženje strateškemu partnerju, čakajo na razplet teh in novih, oprostite, nategov v novih projektih, kot je tudi projekt, s katerim se soočajo mnogi isti imenovani v 24 projektih v mestu ob Savinji. Zgodbe se ponavljajo, kdo je kdo na pravem mestu in kdo nadzira in kdo odgovarja. Mislim, da lahko ilustrira, kako zgleda to tudi v praksi, če nas levi sogovornik, gospod Matjaž Pečunik, ki je tudi del zgodbe opere Balet Ljubljana. Hvala za besedo. Jaz bom čisto kratko, da ne bi utrujal, ker je dolga zgodba, oziroma tudi kratka. Nas je Ministrstvo za kulturo leta 2010 najelo. Smo jim dali ponudbo, da so se izognili javnem naročilu. Mi smo tisti reveži, ki smo reševali opero, vdor vode, ki je bilo toliko upevano v medijih, uspešno končali v aprilu letošnjega leta. V prvi fazi nas je ministrstvo priklopilo SCT-jo in kljub temu, da smo imeli zagotovilo iz strani ministrstva, da bomo poplačani, ne glede čigava napaka je bila, se to ni zgodilo. V prvi fazi, v naslednji fazi, to isto ministrstvo nam je uzurpiralo oziroma zaklenilo našo opremo in najeto in do kasnejše razveljavitve pogodbe z SCT-om smo mi sklenili direktno pogodbo z Ministrstvom za kulturo, s pogajanji, na kar tudi v roku danem tudi uspešno končali. Tehnični pregled je šel praktično mimo nas, uspešno. Skratka, jaz imam občutek, ker sem se izpostavil kot eden izmed podizvajalcev in tudi glavnih izvajalcev, da bo drugim mojim soborcem, pa bom rekel, obrtnikom in podjetnikom lažje, ker v končni fazi nimamo nič masla na glavi, ker tu v naši državi bo treba nekaj počistiti. Tak, bomo vsi trpeli, mi smo že nekaj ljudi odpustili na ta račun, iz teh neplačevanja, da pač rešujemo, upam, da bomo to gradbeno krizo preživeli, se tak zgleda. Skratka, cela zgodba naša je prava kavalirija. Hvala.
Če smem samo izpostaviti še enega ključnih razlogov, zakaj smo se v delovni skupini in tudi sicer na gospodarski zbornici soočali s problemom neplačil podizvajalcev, ki jih imamo včasih že mi sami tudi preko glave, ker enostavno poslovno okolje želi usmerjati naše bodoče vzvode v razvoj, v nov zagon investicij, ampak vendarle potrebno je vedeti, izpostaviti, čigava je odgovornost za vse te navedene zgodbe, v katerih predstavniki naročnikov nikakor niso bili sami. Pomembna je vloga bank pri kreditiranju izvajalcev, pomembno je, kako je bilo lastništvo izbranih izvajalcev transparentno ali netransparentno, kako se bo do tega država opredeljevala v prihodnje, ker podjetja, podizvajalci z jasnim lastništvom, ki so odgovorni davkoplačevalci, odgovorni do zaposlenih, so zaradi vseh teh zgodb zelo kaznovani. In tisto, kar je najhuje, v insolvenčnih situacijah ali pa nelikvidnih situacijah dajajo posebne menice bankam, za katere morajo odplačevati in zastavljati svoje osebno premoženje. Kje so posledice, sankcije, korekcije, nam je bilo danes in vam v nekaj konturah razjasneno. Denar ni bil namensko porabljen, projekti nedokončani, nasedli projekti zgolj pri javnih naročnikih, kje je vloga nadzornikov, opredelitev do njihove odgovornosti, ker so nekateri očitno bili bolj naklonjeni glavnemu izvajalcu kot naročniku. Tisto, kar pa nas kot člane delovne skupine je razočaralo, da je bila izrazita nenaklonjenost vseh v ministrstvih, na katere smo se obračali za rešitve, nenaklonjenost izvensodnih rešitvi spora. Zgolj prizadevanja za zavlačevanje postopkov. V času brezvladja ministrstva čakajo na odločitev pravobranilstva, da bi potrdila možna plačila, na drugi strani pa državno pravobranilstvo nima instrukcij ustreznih ministrstv. Žrtve tega so samo podizvajalci. In zato je izhodišče članov delovne skupine GZS v zaključnem poročilu delovne skupine, da zahteva posredovanje vseh teh nerešenih primerov pristojnim institucijam, v obravnavo pristojnim institucijam. Del gradiva, ki smo ga obravnavali, je gospodarska zbornica že posredovala komisiji protikorupcijski. Zbrano gradivo delovne skupine, ki ga je še vsaj dvakrat toliko, kot je tukaj na tej mizi, pa bo GZS kot zastopnica imenovanih podizvajalcev v temu predlogu 24 projektov in vseh ostalih, ki so za njimi, posredovala pristojnim institucijam, tudi tisti na drugi strani ceste na Dimičevu. Hvala lepa. Toliko z naše strani, sedaj pa besedo predajam ven. Pripričana sem, da imate kar nekaj vprašanj. Nec vledila se gospoda Čovnika, da zanima. Vi niste bili podizvajalci SCT-ja, Ministrstvo za kulturo je direktno na vas šlo. Kaj pa pomeni, da vse SCT-jo priklopilo, ste rekli? Hvala za vprašanje. Mi smo dali Ministrstvo za kulturo, smo dali ponudbo, na kar so nas priklopili pogodbeno, kot nominiran podizvajalec, se na pogodbo tudi podpisali, konkretno gospod Unetič, in potem z 4. členom potem tudi opredelili, da bomo direktno poplačani z nepredvidnim oziroma zadržanim zneskov in bančne garancije. Ker spor med izvajalci, glavni izvajalci Vegrado in SCT-jo je ta, da dokazujejo, kdo je kriv za vdor vode. To mi ne vemo, to ni bil naš problem. Mi smo delali po elaboratu, ki ga je Arhe Studio predložil, in potem v elaboratu smo mi tudi delo opravili. Zakaj so zaplenili oziroma stroje, opremo, kot zavarovati gradbišče? Ja, mislim, da predvsem to, da iznos dokumentacije. Mi smo imeli 80-tonsko avtodvigalo, dvižne pleščadi, opažno tehniko, ogromno stvari,
in materijala zloženega not, ker je bil prvotno rok za dokončanje Odrske jame je bil 15. december 2010. Koliko vam dolguje na tem projektu? Brez obresti je okoli 400.000 evrov. Lahko pa povdarim to, da mi smo kazensko ovladali preko kompletno ministrstvo. Še kdo? Moče še to, no. Prej ste rekli, da se nekaj ljudi upustili. Koliko pa imate zaposlenih, pa koliko ste jih mogli upustiti? Jaz sem pred kratkim še 57 redno zaposlenih, 60 imamo pogodbeno, zdaj trenutno imamo 22 zaposlenih, pa še vedno 60 pogodbeno. Ampak hočem reči, da to ni Ministrstvo za kulturo, ni edinstven primer, teh primerov še imamo mi v Sloveniji še kar nekaj. Na vsakem ministrstvu se, bi rekel, zatika pri javnih naročilih, tako so vam omenili. Vse posod je pa nekaj rdeča nit, vse posod se vedno pojavlja ena ista zgodba. Te zgodbe bi mogli enkrat narediti, če imamo pravno državo red. Vsako stvar imamo dokazovati, to, kar prije odvetnik dela poveda, da enostavno niso čiste računi vse posod. In jaz sem pripravljen se izpostaviti. Ne upaj pa se vsi. Še kdo? Jaz bi vprašala, da prihajam, a je to potem problem zakonodaja, da prihaja do takšnih? Ja, v bistvu zakonodaja zagotovo bi bila lahko boljša in vsaka zakonodaja se zagotovo da s prakso izboljšati. Vendar problem ni samo zakonodaja, problem je ta, da se določena zakonska določila žal iz neznanih razlogov ne izvajajo ali pa se določenih dejstev v času izbora glavnega izvajalca ne preverja in se v večini primerov žal zadovoljijo zgolj z nekimi izjavami. In izjave so na enem A4 listu, kjer vsak ponudnik izjavlja, da, torej, sem lep, sem zadovoljen in bla, bla, bla. Namesto, da bi naročniki dejansko in konkretno pri institucijah, ki vodijo evidence, preverili, ali so te navedbe resnične. Torej, davki in prispevki so plačani, v izjavi je navedeno da, ampak potem je treba pač pri pristojni instituciji preveriti na DURS-u, ali je ta res plačal davki in prispevke in se ne zadovoljiti zgolj s pavšalnimi izjavami. To bi bil velik plus pri javnih naročilih. Podizvajalci, več ali manj vidimo, da so skoraj da povsod poplačani. In seveda mi se vsi zadovoljimo zgolj s temi izjavami. Imamo poravnane obveznosti. Vemo za primere, ko so podjetja, ki so danes v stečaju, ko vidimo, da imajo milijonske zneske neporavnanih obveznosti do podizvajalcev, še včeraj vehementno dajale izjave, imamo poravnane obveznosti in nobeden od naročnikov jih v bistvu v zvezi s tem ni povprašal. Žal. Če dovolite še en poudarek, da sam zakon o javnih naročilih ni tako slab, kot je slaba izvedba. Zakon ne zapoveduje izbora glavnih izvajalcev zgolj po najnižji ceni. Velikokrat že tudi tale slajd, ki je pred vami predstavljen, glavni izvajalec sklene pogodbo z naročnikom za 100, s podizvajalci za 150, poplača sebe glavni izvajalec za 50, zmanjka denarja za podizvajalce. In tisto, kar je še tudi stvar, ki nima nobene zveze z zakonom o javnem naročanju, da so izvajalci, oziroma, naročniki, kljub temu, da so imeli v rokah cesijske pogodbe, da jih niso evidentirali in niso upoštevali njihovega prioritetnega vrstnega reda, ker bi morali plačati podizvajalcem, ne glavnemu izvajalcu. Ker je to glavna vsebina cesijske pogodbe. Zakaj in kako, mislim, da mora odgovoriti to drug kot člani delovne skupine strani gospodarske zbornice. Samo navezano na to zadnjo izjavo, pa vendarle dala še eno dopolnitev. V vrsti izvajanja javnih projektov smo ugotovili, da so naročniki glavnemu podizvajalcu avansirali tudi do 50% pogodbene cene pred tem, ko so bila kakršnakoli dela opravljena. In da je to imelo tudi za posledico, da se del teh cesijskih pogodb, za katere so bili seznanjeni in vedeli zanje, ni moglo realizirati.
in to, kar je že na slajdu tudi zapisal. Praksa, ki so jo izvajali v zvezi z zadržanimi, je praktično narekovala, da 10. situacija, zadnja situacija, če jih je bilo 10, na primer, ni mogla biti do podizvajalcev poplačana razen strani glavnega izvajalca, ker so bila že prej sredstva izkoriščena. In mi smo ugotovili, da je del podizvajalcev, ki so se bili pripravljeni tudi eksponirati, na koncu tudi Maptrade, pri projektu Opera prva faza, kjer ni bil naročnik še direktno ministrstvo, kjer so bili podizvajalec SCT-ja, so glavni izvajalci, najprej Vegrad in SCT, že do tistega trenutka, ko se je ta pogodba za njimi kot podizvajalcem sklepala, porabili 90% pogodbenega denarja in so morali vedeti, da ni več razpoložljivih sredstev za njihovo poplačilo, razen z vnovčenih bančnih garancij, ki so pa bile vnovčene. Mislim, da je prav, da tudi to zadevo povemo in da če bi z ustrezno skrbnostjo bilo ravnanje in vodenje investicij izvajano in če bi naročnik pri sklenitvi pogodbe določila vezana na plačilo in potrjevanje situacij zastavil kontrolno tudi tako, kot so bila dela izpeljana, potem jaz mislim, da bi bila sredstva zagotovljena za celo investicijo, tudi roki bi bili lažje spoštovani in podizvajalci poplačani. Vendar te skrbnosti praksa pri javnem naročanju ne potrjuje. Hvala. In k temu samo še stavek, tudi projekti bi bili zaključeni v predvidenih časovnih in finančnih okvirih, kar je pa danes daleč od tega. Simona Habič, Zvala 202. Zanima me, a ste zdaj v bistvu šele dali prijavo komisiji za preprečevanje korupcije, ali ste pri tem sodelovali že prej? Kot rečeno, del tega gradiva, ne cel ta smo dali osebno direktorju protikorupcijske komisije že slaba 2 meseca nazaj. Prej pa niste sodelovali z njimi, da bi? Cilj angažiranja Gospodarske zbornice Slovenije v zvezi s to problematiko, ker morate vedeti, da skoraj da advokatsko zastopanje naših članov ni krovni fokus Gospodarske zbornice. Ampak angažirali smo se preprosto zato, ker je bil to edini način, s katerim smo lahko ali pa želeli najti neke izhode iz takšnega stanja. In pri rešitvah za določene primere, konkretno v zvezi z stanovanjskim naseljem Brdo, smo stopili v stik z protikorupcijsko komisijo in ji posredovali dokumentacijo, tako kot ji bomo še vse ostalo za ostale projekte, za katere bo delovna skupina presodila, da gre dejansko za nesporne terjatve, ker cilj naše delovne skupine nikakor ni zagotavljanje nekih plačil, ki bi bila lahko vsebinsko ali tudi sicer zakonsko sporna. Če prav razumem, gre pri vas v bistvu za stremljenje k temu sistemski rešitvi v bistvu izvajanja zakonodaje v praksi. Tako. Na teh konkretnih primerih poskušati najti za plačila, ampak bistveno pri tem pa je najti sistemske spremembe, ki bi presegle današnje nepošteno javno naročanje. Mogoče na to vprašanje tudi delovne skupine je bila 2 namena, če lahko rečem. Eno, ugotavljanje dejstev in skušati najti preko izvensodne poravnave rešitev teh sporov, tako da so podizvajalci poplačani in da država utrpi čim manjšo škodo, ker na koncu bojo odškodninski zahtevki uveljavljeni, proračun bo dodatno obremenjen zaradi neskrbnega ravnanja posameznikov in drugi naš cilj je bil, za katerega jaz izredno še dodatno obžalujem, da zgleda ne bo resničen, da na osnovi ugotovljenih pomanjkljivosti ta delovna skupina, ki je bila res interdisciplinarno resorsko sestavljena, pripravi priporočila pristojnim državnim organom, da sprejmejo novelacijo ali zakonskih ali izvedbenih predpisov in prakse, da se takšne napake odpravijo. In tega drugega cilja očitno tudi ne bomo uspeli realizirati z ozirom na to, da je zaustavljen, bom rekla, že ta prvi ni uresničen in druga zadeva zato, ker mi vsi skupaj, mislim, da lahko ocenjujemo, da namesto, da bi bil interes vseh članov te skupine iskati
rešitev, ki bo omogočila poplačilo podizvajalcev, imamo občutek, da je večina teh resorjev iskala možnosti, s katerimi preprečiti, da bi bili podizvajalci poplačani. Lahko sem vprašam od vsega tega, kar ste dali, a je sploh kakšen primer bil uspešno rešen? Nažalost. Zaenkrat ne. Samo nekaj bi jaz dodal, da ti imeli lažje predstavo v končni fazi, da kljub temu, da si ti, recimo, kad si kandidiramo na javnih razpisih in zdaj v končni fazi bom povedal dva konkretna primera. Družba SCT dolguje MapTrade kot nominirano podizvajalco iz naslova Fužin na direkciji za ceste in ostala dolžna v leto 2009. Se pravi, da zdaj smo 2011. V tem času, v leta 2009 in 10, je družba SCT enako pridobivala posle, kot da se nič ni zgodilo. Enako v razpitih tunel Šentvid, oziroma galerija, ki ste tudi medijsko pevali, glavni izvajalec oziroma nominiran izvajalec je bil MapTrade. Mi smo največjo specializirano podjetje za rekonstrukcijo in sanacijo v Sloveniji. Enako smo obviseli za državni znesek. MapTrade je dal bančno garancijo konkretno za komplet galerijo Šentvid. SCT ni več mogel pridobiti. Za državni znesek iz Darsa je bil nakazan SCT, ne MapTrade. Take težave in vse naše institucije v naši ljubi državi so gluhe. In jaz sem samo eden izmed stotine primerov, ampak to je žalostna zgodba. Malo gospodarstva, pa srednje gospodarstvo drži državo gor, ne veliki sistemi ali pa lobi. Gospod Javornik, eno pojasnilo, če se sklicujemo zdaj na tistih 24 projektov, ki jih danes nimamo tukaj. Primer Čestne klinike Ljubljana, Ministrstvo za zdravje, je bil iz obravnave delovne skupine izločen, zaradi tega, ker je bila terjatev poplačana v okviru vnovčene garancije za dobro izvedbo posla, ki je bil eden od redkih primerov ministrstv, ki so se v bistvu tega instrumenta poslužili potem, ko še v glavni izvajalec na stečaj. Šlo je pa za, mislim, da za okrog 80.000 evrov. A še kakšno vprašanje? Če ne, bi se vam zahvalila in vas povabila eventualno, če se vam bodo pojavljala vprašanja še kasneje, da nas kontaktirate, tako kot je bilo pravzaprav v teku današnjega srečanja in že nič kolikokrat prej poudarjeno. Denar ni bil namensko porabljen, projekti ostajajo nedokončani, naslednji projekti in pa to, kar smo tudi danes večkrat izpostavili, podizvajalcev, ki niso dobili plačila za opravljeno delo, je veliko. Malo jih je bilo tako pogumnih, da so se javno izpostavili. Hvala lepa za vašo pozornost.